Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes bomo govorili o karmičnih lekcijah in kako naše telo komunicira z nami, ker nam želi pokazati, kje imamo mi našo blokado. Vsi vemo, telo je zemljevid naših čustev. In sploh tisti, ki ste večkrat poslušali ali pa slišali o tem življenju, joj, ti pa tvoja čustva, to je jasen pokazatelj, da je čas, da res začnete spoštovati svoja čustva, ker so vaša, ker je to vaš kompas, ker je to vaš smerokaz, kam greste, ker je to vaša zvezda severnica, ki vas vodi. No in zdaj sploh tiste dame, ki nikakor ne morete sprejeti svojih čustev, se pravi, sedež duše je tukaj prsa, tukaj sedež duše. In če se vam v nekem obdobju, sploh v menopavzi, začne kar povečevati prsje, lahko tudi za 2 številki, to pomeni, da ste ranjeni v srčiko svoje duše. In je čas, da začnete nekaj delati v tej smeri. Vem, zdaj pomislite, Minka, kaj naj delam? Odpustiti je treba. Komu? Ta trenutek veš komu. Mogoče sebi. Sploh, če vas boli zadnja srčna čakra, se pravi, da imate občutek, kot da vas nekaj špika tam pod lopatico. Sploh ne veste, ste malo čudno spali, nekaj ste poležali in tako naprej. To je zadnja srčna čakra. Zadnja srčna čakra ne boli zaradi tega, ker ste poležali, ker ste nerodno ležali, ali pa zato, ker vas je napihalo v avtu, ne vem, klima, ali pa zato, ker imate v službi klimo. Absolutno ne. Zadnja srčna čakra je povezana s preteklimi življenji in z nahrbtnikom, ki ga nosimo. In v tem nahrbtniku je žalost, razočaranje. Najbolj žalost pa razočaranje. Ker sploh srčna čakra je povezana s tem, kaj občutim. In ko imaš nakopičeno žalost, tudi strah je v tem nahrbtniku. In če imaš ranjeno srčno čakro, seveda se rediš v ta predel, pa se ti naredijo tukaj odzadaj tisti šlavki, pa kar ne moreš sprejeti tega dela, ne moreš se postaviti tako, pa pokazati svoje, mislim, ne govorim, da se razgališ, ampak da svoje oprsje nosiš ponosno. Kar nekako lezeš na kupček in se želiš zaščititi. Zakaj? Ker je rana na srčni čakri. No, in seveda, zdaj vas bom povabila. Če občutite, da imate bolečino zadaj na lopaticah, pomeni, da naredite meditacijo za odpuščanje. Meditacija za odpuščanje je na mojem YouTube kanalu, vam bom dala spodaj povezavo. Lahko pa v roke vzamete knjigo, Ko ima življenje žur, pa jo enostavno preberete in večkrat ponovite in boste videli, odpuščanje dela čudeže. No, to je zdaj ena stvar. Če ste ranjeni v srčno čakro, če ste pa ranjeni v grleno čakro, pa pomeni, da vam začne nastajati golša na tem predelu. Lahko vam začne nastajati tukaj zadaj, kot ena grba, se vam nalaga tukaj gor maščoba. Možno je, da otekate v obraz in ko se pogledate v ogledalo, rečeš, pa to nisem jaz. Ja, zato ker grlena čakra in ščitnica delujeta na limfni sistem in delujeta na to, koliko vode gre iz telesa, oziroma vpliva, takrat, ko je tukaj naložena karma, vse skupaj vpliva na to, da zastane limfa. Zdaj pa kaj v tem primeru narediti? Zdaj najprej bomo pogledali čustveno, potem bomo pa pogledali še, kaj lahko naredite s hrano. V glavnem, v tem primeru je čas zdravilna molitev dekodiranja. In zdravilna molitvijo dekodiranja odstranite strah pred izražanjem, tudi zamero do duše človeka. In na prvo žogo mogoče rečete, ne, jaz nikomur nič ne zameram. Ampak, ko naredimo mišični test, veste, na svetovanjih skoraj ni človeka, ki ne nosi v duši ali pa v srcu sovraštvo do določene duše človeka. Ste razumeli? Sovraštvo do duše človeka. Vam naj povem zgodbo. Enkrat sem delala z enim gospodom, pa gospod. Mlajši, ni fant pri 40 letih,
ampak še vedno je živel pri mami. Pač se pravi, ni pa še gospod, starejši gospod. V glavnem, kakorkoli, potem se je odselil stran, ampak mama ga je vsak dan klicala in zganjala teror nad njim in tako naprej. No in v glavnem, ko sva delala preko mišičnega testa in to, kar grejo sporočila skozi mene, sem rekla, pač ti sovražiš mamo. In on se postavi v bran in reče, ne, jaz mame ne sovražim. In ko sva naredila mišični test, se je izkazalo, ne da sovražim mamo, ampak v srcu nosim sovraštvo do duše moje mame. Dajte pomisliti, sovraštvo do duše. In v prejšnjem življenju ga je ta mama ubila, v tem življenju ga je ubijala na drug način. Ampak v vsakem primeru gre se za energijo dušenja. Tudi zadnja stranka, s katero sem delala preko Zooma, tudi delam svetovanje in mogoče za nekoga, ki iz drugega konca Slovenije, je to bolj enostaven način, da se povežemo, kakorkoli tudi se neš pride. No in v vsakem primeru težave s ščitnico. Na koncu se je izkazalo, da tisto energijo, ki sem jo videla, je bilo, da jo je nekdo, ampak tako zagrabil od odzadaj. In ta nekdo je v tem življenju njena sodelavka. In ta njena sodelavka je v tem življenju ženska. V prejšnjem življenju bila mož, pa še v prejšnjem življenju bila nekdo, ki jo je posilil. In seveda, kako zdaj ta ženska, ta gospa, ki ni prišla do razvozlanja, zakaj se redi, zakaj ima težave s ščitnico. Ko smo prišli do točke, da v duši nosi sovraštvo do te osebe, dejansko se je sprostila energija. Prva stvar je odpuščanje do duše tega človeka, naslednja stvar je pa potem svoji programi, kar so strah pred izražanjem, strah, da mi je odvzeta svoboda, strah pred posilstvom, strah pred tem, da mi nekdo ubije družino, strah, izražanje. To je ščitnica. In zdaj pomislite, ko ščitnica ne deluje, je tako, kot da bi imeli tukaj gor energijski zamašek, celo telo teče, glava je normalna. In tako izgleda glava, pač taka, kot jo imate, telo ne paše zraven. No, zdaj pa pogledamo še naprej. Nekdo, ki ima pa težave s solarnim pleksusom, je pa povezava to z mamo. In lahko se zgodi, da imate spodnji del telesa ogromen in tukaj od pasu navzgor normalna postava. In imate mogoče občutek, da ne pašete skupaj. Zdaj pa zakaj? Zato, ker je spodnje 3 čakre so tako obremenjene s programi družine, z zamero iz preteklih življenj, strahom iz preteklih življenj. Zdaj boste rekli, ampak zamera si Minka rekla, da se usede tukaj gor pa tukaj gor. Ni rečen. Lahko se nek strah in zamera, se pravi strah pred premikom in zamera, ker ti je nekdo odvzel svobodo, obesi na korensko čakro. To je pa zdaj na trtico. In pomeni, da imate ogromno zadnjico, predvsem pa polno celulita. Mi sledite? Mi, ne? Zdaj, če samo ponovim, imate velik trebuh, pomeni, da imate za odpustiti mami. Če imate ogromno zadnjico in ogromno celulita, je tukaj lahko jeza, zamera do očeta, do duše očeta, po očetovi liniji. Zdaj pa, kaj pa za tiste, ki ima normalno postavo, vse maščoba pa naložena pod popek, kar nekak trebuh visi dol. No, to je pa zaščita spolne čakre. Na spolno čakro se zapisujejo tudi vsi programi sramu, spolnosti, kako doživljam spolnost oziroma kako se upam sprostiti v spolnosti, naslednja stvar pa spolni partnerji. Se pravi, na spolno čakro se zapišejo vsi spolni partnerji. Zdaj pomislite, kako ste v tem življenju s svojim partnerjem? Kako ste mogoče z nekom, ki občutite, da hlepi, posega po vaši energiji? Mogoče je čas, da porežete eterične vezi. In tudi ta meditacija je na mojem YouTube kanalu,
meditacija za rezanje eteričnih vezi z Arhangelom Mihailom. Za vse tiste, ki potrebujete večjo pomoč pri meditacijah, jaz imam več kot 100 meditacij, bom dala povezavo spodaj, kjer lahko sistematsko čistite, greste po čakrah počistiti z meditacijami, lahko imate meditacijo za več osebne moči, za odpuščanje, za čiščenje korenin družinskega debla, za čiščenje žalosti, zamere iz preteklih življenj in tako naprej. V glavnem, v vsakem primeru, telo nam sporoča, kje je zastala energija. No, zdaj pa gremo še tukaj gor. Če pa zastala energija na tem predelu, recimo čakra tretjega očesa, ali pa tukaj gor glava, kronska čakra, pa ne, da boste imeli tukaj uteklo glavo, ampak imate noter uteklino in imate migrenske glavobole. Lahko se zgodi, da imate vid tako poškodovan in se vam vid slabša. In si rečete, pa če bo šlo tako naprej še malo, pa bom oslepela. Seveda, to so ravno tako karmične lekcije, ki so povezane s tem, da končno vidim, da si dovolim videti resnico, da dam tančico stran in rečem, zdaj bom pa pogledala v moje strahove. Zdaj energija mi gre na srčno čakro in avtomatično pogledati v svoje strahove. Strah me je pogledati v svoje strahove, ker to boli, ker to pomeni, da je lahko mogoče kakšna reakcija, da se zbudi, ne vem, čustvo, da začnete jokati. Brez razloga vam tečejo solze. Tako kot zadnjič, ko sem delala z eno gospo, je rekla, pač ena situacija v družini, nje so samo tekle solze. In ko sva govorila, je rekla, jaz imam občutek, da bom umrla od žalosti. In ko sva šli delati terapijo, se je izkazalo, da je dejansko v enem od prejšnjih življenj umrla od žalosti. Zdaj, spet grem po teh terapijah, tisto, kar se spomnim, ker načeloma jaz pozabim, kakšne terapije delam, ampak v glavnem zadnjič, ko sem delala z enim gospodom, ta bolečina tukaj zadaj, moje vprašanje je bil, kako so v tvoji družini umirali moški in vsi so imeli odpoved srca. Se pravi, se je čistilo družinsko deblo in odpoved srca zaradi žalosti in nemoči. Pomislite, koliko imamo mi nekih čustev naloženih na naše telo in niti ne vemo. Se pravi, naše fizično telo je odtis čustvenega telesa. Čustveno telo je povezano z duhovnim telesom. In tukaj noter so vsi zapisi tega, kar imamo mi za predelati. In nič v tem življenju ni slučaj. Zdaj pa pomislite. Naša intuicija, to je v bistvu sporočilo naše duše. Ko nam ta droben glasek reče, hej, to je dobro za tebe. Ali pa, ne hodi tja, to ni za tebe. In pa se pa vzbudi pa reče, ne, ampak in ti razloži, zakaj moraš iti tja, zakaj moraš to narediti, zakaj moraš se to tako obnašati. Če bi mi poslušali to svojo intuicijo in sledili dejansko temu, kar pač naš kaže pot so čustva. A mi tale sestanek veča mojo radost? Ne. A je tale zadeva dobra za mene? Ne. Ker potem pa začne stran govoriti, pa reče, ja, ampak moraš, ampak si podpisala, ampak imaš pogodbo in če ne bo to, bo kazen taka. Kaj že? Glejte, če jemljemo, da je to življenje kot neka igra, kot neko preigravanje, pridemo do zaključka, da je vsaka stvar v življenju prav. In včasih moramo iti po dolgih poteh, da kam pridemo. Včasih, ko pa poslušamo sebe, takrat pa pridemo hitro do rezultatov. Pač, tako je, naša duša želi, da gremo naravnost do rezultatov. Dajmo pogledati, kaj vam sporoča stvarstvo preko kart prehodu v novo dobo. Zdaj se spodaj je hvaležnost. Hvaležna sem za življenje in za vse, kar mi prinaša. Hvaležnost,
Karta 88, 2 osmici, neskončnost. Neskončno. Opazujem vse, kar mi je dano. Neskončnosti življenja, kjer bivam, je vse dovršeno. Zavedam se, da sem eno z vsem. Jaz sem ženska, ki v srcu nosi hvaležnost, zato sem vedno v povezavi s svetlobo. Hvaležnost mi odpira vrata sreče. To je v bistvu hvaležnost. Ko damo hvaležnost tudi za najbolj trpke lekcije, ali pa ko s hvaležnostjo sprejmemo svoje telo, pa objamemo tudi, ne vem, kakšno svojo oblino, to tisto, kar po našem mnenju ni popolno. Enostavno rečemo, v redu, taka kot sem, super sem. Vem, da je težko, ker smo sploh ženske naravnane k temu, da kritiziramo same sebe, ampak da sprejmemo sebe take, kot smo. Potem pa naprej naslednja karta je modrost. Moje srce je čisto in zato lahko sprejema večno modrost. 84 karta. Globoko se zavedam skrivnosti življenja. Ko prosim za modrost, sem hkrati blagoslovljena z ljubeznijo, obiljem in mirom. Duša pozna vse odgovore. In potem naprej karta novo jutro, karta 25. Stvarstvo mi čestita za pogum, sem na pravi poti, vse poti naprej so gladke. No, kam vas bo izstrelilo stvarstvo? Vse je na pravem mestu. Strah je obraz teme, ampak jaz sem svetloba. Z negativnimi mislimi in prepuščanjem strahu zaviram napredek. Vse je prav. Pred menoj je novo obdobje, najhuje za menoj. Ohranjam stanje ljubezni. No in zdaj, če mi gledamo, da je v bistvu moje naravno in tudi vaše naravno stanje je ljubezen. Naše naravno stanje je sreča. Pomislimo na dojenčka. A je? Naše naravno stanje je žuboreča energija. To je naše naravno stanje. In potem, ko pademo v neke vzorce in ponavadi se začne to nekje s puberteto, ko se začnemo primerjati z drugimi, začne ta notranja iskra ugašati. In potem rabimo pol življenja, da se spomnimo, da v osnovi je fajn biti igriv, da je v osnovi življenje ni tako strašno resno in da mogoče oddaj kakšno stvar spustimo. Zdaj pa tisto, kar bi bilo mogoče pametno spustiti, je kakšna solza. Ker solze čistijo mojo dušo, ker solze čistijo tvojo dušo. Tvoja duša se čisti. Dovoljuj si čutiti svoja resnična čustva. Dovoljuj, da potlačena čustva pridejo na dan. Dovoljuj si jokati. Solze čistijo tvojo bolečino in žalost. Naj tečejo in te očistijo. Naj bolečina odide. Pred teboj so boljši časi. Zaupaj, da se bo vse izteklo tako, kot je prav. No, to spusta, ne? Ne, da spuščaš, ko pomislimo, moram. Kaj že? Veste, kaj so stari ljudje rekli? Čakajte, kaj je že treba? Samo umreti je treba, ne? Vse ostalo je pač lahko tudi počaka. In zaupaj toku življenja. Tok življenja te bo vedno ponesel tja, kjer je prav za tebe. Zato je prav, da dvignemo vesla in enostavno rečemo, v redu, stvarnik. Prepuščam se toku, ponesi me tja, ker bom jaz kot duša najhitreje napredovala. In kaj se potem zgodi? Ko to rečemo, tok življenja nas pripelje tja, ker enostavno rečemo, ampak jaz nočem težav. Zakaj to dobimo? Zato, ker nam stvarnik želi pokazati vse tisto, kar nas loči od tega, kamor si želimo. Pač, zdaj se že smejem temu. Za Valentinovo, pač ena krasna družina je tukaj iz Sežane, so naredili, Robert je šel v penzijo in so naredili, ne martinovanje, Valentinovo je bilo, pa še pustovanje, pa še ples v maskah.
In takrat sem jaz prišla do najnižje točke, pa ne zaradi tega, ker bi bila slaba zabava, ker je bilo, super je bilo. Krasni ljudje, ful dobro za jesti. Ampak prišlo je do točke, kjer sem videla pri partnerskem odnosu, ko sem rekla, groza, kje smo. Ni to noben moj partner, da se razumemo, ampak pa se smo zaupali. Vsak ne gleda do 20 minut. V glavnem, bilo je tako, da smo povečerjali in ko smo povečerjali, jaz vzamem, pa se rečem, če mi lahko poda zobotreb čez mizo in ta gospod, ki je zraven mene sedel, ki je bil v tej zaključeni družbi, je bil pač samski in v glavnem on mi poda ta zobotrebc in reče, mal je špičast, no se, ko boš mojega imela v ustih, pa ni tako špičast. Prav tisto obstanem in sem rekla, pač tako, jaz tega človeka poznam eno uro in ko rečeš enostavno, v redu je, da ne, stvarnik v redu je. Če je to najnižja točka, super, zato ker od tukaj naprej lahko grem samo naprej, ne moreš iti več, ne vem, to je bila res najnižja točka, ko sem rekla, v redu je, tudi če sem do konca življenja samska, v redu je. No, ampak v glavnem, se človek vpraša, zakaj rabi take izkušnje. Mogoče zato, da dvigne vesla in reče, v redu je. Veste, mogoče zato. Pač življenje nam nosi lekcije, življenje nam nosi priložnosti za rast. In seveda, ko nam nosi ti priložnosti za rast, se mi lahko zataknemo v kakšno tako situacijo. Ali pa enostavno rečemo, v redu je, spustim in se pomeniš s stvarnikom, svojo dušo in rečeš, vse je v redu. Tako je. Pač zdaj mogoče se smejite, kaj vse se mi dogaja, ampak ja, res zanimivo, kaj vse se dogaja. Pač se vam tudi verjetno kaj dogaja, je to tako. Pač v vsakem primeru se vsakemu nekaj dogaja. No, zdaj pa pojdimo pogledati naprej. Kaj ti sporoča stvarstvo za tebe, ki želiš čistiti svoje čustveno telo, zato da se lahko tvoje telo preoblikuje in postane najlepša različica sebe? Kaj je tisto, kar ti tvoji vodniki, kar ti stvarstvo sporoča? Čas je za nedolžno energijo. Kje se je umazala tvoja energija? Mogoče, ko si prišla v puberteto. Čas je za obilje v tvojem življenju. Zanimiv, prišli sta tukaj dve podobi, ki sta moškega spola. Mogoče je čas, da sprejmeš ta del sebe, da si v bistvu pol očeta, pol mame. In glede na to, da smo vsi pol očeta, pol mame in da ti naše celice se razmnožujejo in tako naprej, ko mi sprejmemo, v popolnosti sprejmemo tako svojo mamo, kot svojega očeta in enostavno tudi tukaj rečemo, v redu je, vse je prav. Takrat se sprosti energija in potem sprejemanje. Čas je, da sebe sprejmete, da sprejmete ta vrelec mladosti v sebi. Čas je, da vaša zavest zraste in se širi, ker vaša duša vas hoče popeljati naprej in vaša duša vas ne podpira več pri tem, da boste samo malo papcali, malo čičkali, malo koktejle pili, ampak vaša duša se je odločila, da vas porine naprej. In zato imamo bolečine, ne? Pa nas boli kolk, pa nas bolijo kolena, pa imamo prekomerno težo z namenom, da se duša ne spomni, ampak da sprostimo nakopičeno energijo. Zato, ker nekdo nam nabija krivdo. Kdo je ta? Mogoče mama, mogoče vi sami sebi in čas je, da se povežete z virom, z svetlobo, z izvorom in čas je za vašo notranjo preobrazbo. Ne? Se pravi, ko duša želi narediti korak naprej, bo naredila vse v tej smeri, da se energija sprosti. In ja, potem pa meditacija, pa meditacija, pa meditacija, vzamete v roko knjigo, ne vem,
Zdaj tukaj sem imela prej v rokah knjigo, ko imajo duše žur. Vzamete v roke, ko imajo duše žur in začnete z mišičnim testom, preverite. Ne zaslužim si ljubezni. In vidite, kam greste. Prodaja je kurbarija. Vsi moški me izkoristijo. Vsi moški me zlorabijo. Jaz zase menim, da sem umazana. Spolnost je greh. Spolnost je grda. Zaslužim si kazen. In tako naprej. Pač preverjate z mišičnim testom in za vsako trditev naredite zdravilno molitev dekodiranja. In dejansko se potem začne čiščenje, sproščanje in ko to naredite, se vse spremeni. Predvsem pa vaše zdravje, vaše telo se preoblikuje, postanete najboljša in najlepša različica sebe. Tako da uživajte, delajte na podzavestnih prepričanjih, na čiščenju in boste videli, kako se bo vse v vašem življenju spremenilo. Tako da uživajte in se vidimo kmalu.